Dobrodošli v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Z vami sem Darja, ustvarjalka naravne kozmetične linije Majerula. Tile pogovori pa so namenjeni, da z gostjami klepetam o tem, kako biti dobra v svoji koži na splošno. In danes je z mano Romana Čolić, vrhunska športnica, a ne, bivša. Bivša, ja. Danes psihoterapevtka. In na tvoji strani sem prebrala tole in se mi je zdela dobra iztočnica, da bolj kot zunanji uspehi, medalje, priznanje, šteje, kako se mi počutimo v svoji koži. To je tisto, kar ohranja naš notranji sijaj oziroma ga dela. In to se mi je zdelo ful dobro, da povem na začetku. Super, ja. A bi še kaj dodala k predstavitvi oziroma, mislim, vse teme, kar se tvojih dejavnosti tiče, bova obdelali, ampak tako, kaj bi še mogoče kaj dodala? Ja, bi se kar dotaknila tega, kar si zdaj ti sama izpostavila. To, da sem spoznala, da je bolj pomemben notranji sijaj kot zunanji sijaj, medalj in priznanj in diplom in drugih titul, ki si jih nabiramo, je pač moja osebna izkušnja. Je fajn, ne, tisto, da nek lesk, ampak je kratkotrajen. Ni pa tistega notranjega zadovoljstva, še vedno si v nekem pritisku, moram še več, moram še boljše, ne, ker to, kar sem jaz včeraj osvojila, je že preteklost. Zdaj gremo novim zmagam naproti, ne. Tako da to mi je res tudi meni velik preobrat naredilo v življenju, ko sem začutila, da je moja vrednost v meni. Pa se ti zdi, da zdaj, ko si to izpostavila, da si v bistvu bila tekmovalna tudi zaradi tega, da si se dokazovala sebi in... Sej, to je vzporedno. Ja. Seveda šport je nekaj prinesel, tam je tak dinamika pač tekmovalnosti prisotna. Absolutno pa pač hočeš dobiti pripadnost, ljubezen, sprejetost, temeljne psihološke potrebe, ne? Vse to je vse super, sam ko recimo ena stvar malo zmanjka, se ti pol vse zamaja, ne? To niso neki temelji, ki bi bili neki, mislim, ki bi bili trdni, a ne? Tako da slej ko prej vsi gremo v ta notranji svet, a ne? Ja, samo tukaj eni rabimo določen časovno obdobje, drugi malo več, drugi malo manj, tu smo si različni, ne. Fajn pa je, da se čim prej obrnemo k sebi. Ker pol tako lažje tudi dajemo drugim, tako lažje usvajamo stvari in jih znamo začutiti. Ker drugače si jih pa usvajamo stvari, nabiramo medaljo za medaljo, ampak ni pa tistega zadovoljstva ali pa pač, ne vem, diplomo, magisterij za magisterijem, karkoli, doktorat za doktoratom, karkoli, ne. Ni pa tistega občutka vrednosti. In meni se zdi to zelo škoda, da se človek toliko ne ustavi pa spraša, kako pa sem jaz, brez vseh teh titul, ki si jih v življenju nabiram. No, hotela sem povedati, da se midve poznava iz marketinške šole. Ja. Da pa sem takoj pomislila tudi, da bi bila ti predavateljica na Majerulini akademiji, tema stres, izgorelost. Tukaj bi pa poklepetale bolj splošno, pa seveda tudi o izgorelosti, za katero si ti strokovnjakinja. Zdaj pa bi jaz imam ful rada zgodbe in si želim, da povabim take osebe sem, ki me navdihujejo in si želim, da tudi ti pogovori navdihujejo, ne. Tako da vedno želim predati neko zgodbo od osebe na drugi strani, kar nas lahko navdahne, pa tudi seveda neko praktično vrednost, a ne. Tako da zelo zanimivo mi je bilo, ker sem v tvoji knjigi, do katere seveda še prideva, ampak ne jo pokažem, a ne. Sem prebrala to osebno zgodbo, sicer je že nekaj časa pa mogoče bi ti povedala, kako to, da si se odločila za ta študij, se pravi magistra zakonskih in družinskih študij. Tako je, ja. Ali družinska in zakonska psihoterapevtka, kakšen je naziv? Ja, to me najprej nisem vedela, kako bi. Zdaj, ko zaključimo magisterij, si magister zakonskih in družinskih študij. Pred bolonjcem je bila potem specializacija, potem po bolonjskem sistemu je pa izpopolnjevanje in ko pač naredimo izpopolnjevanje, pridobiš po
vseh urah opravljenih terapij, supervizij, praktičnega dela, naziv zakonski in družinski terapevt, ki ga podeli Združenje zakonskih in družinskih Aha, se terapevtov. pravi, ti si v bistvu še več kot tisti magister. Ja, je Ja, ne, treba še ja. dodati. Ja, pač, če bi to bilo po starem, bi bil spec, ne? Aha. Specialist zakonske in okej, družinske aha. terapije. Zdaj pa pač nisi nič. Po titulah si, ne, ker imaš eno vrednost, ne dobiš nobenega naziva, samo pač pridobiš v bistvu preko študija dodatna znanja, izkušnje in pa potem je še tukaj res veliko število ur, ki si jih mogel opraviti, da si Koliko je pa pridobil. to, recimo? Iskreno sem zdajle pozabila, karkoli bom rekla, bo ali preveč ali premalo. No, ampak vsaj 100. Ja, več, po 2-3 leta delajo ljudje, da pridobijo potem vse ure, od supervizij do skupinskih terapij, individualnih terapij, predavanj, sodelovanj na konferencah, da pridobiš potem naziv. Ja, ne moreš ga dobiti. Jaz sem ga sicer, mislim, da leto pa pol, ampak jaz sem res šla all in, ne, mislim pač. Ti si naspidirana od nekdaj, ali kaj? Takrat bila, zdaj bi verjetno malo bolj lahkotno pot si vzela, ampak takrat sem rekla, zdaj imam čas za to. Pač to je bilo direkt po študiju, na tem področju sem se začela uveljavljati, ni mi bilo težko delati od nekdaj. Že v samem študiju, v času študija sem jaz bila prostovoljno aktivna, delala sem veliko z mladimi, in že tam sem dobila veliko izkušenj, ne, tako da v bistvu kamorkoli sem jaz šla, sem rekla, ja, pridi delati, ni problema, ne, ker sem imela že kaj pokazati. Ja. Pa sem marsikdaj slišala, ne, od takrat sošolcev na faksu. Da se greš? Dej Romana, ne, A ja, dej da Romana pet z njimi pet z nami ven, na kavo. Sem rekla, ne morem, jaz imam prostovoljstvo zdaj. Pa kaj boš hodila tja, ne? Pa ko sem dobila To se pa spomnim, da je bilo. Ja, pa ko sem jaz prvo zaposlitev dobila, pa kako je te pratal? Ja, ne vem, mogoče se upada tudi, da sem se nečemu nekoč odrekla, ne. In tukaj jaz vidim, fajn je vedeti, kaj si želiš, ker potem tudi veš, okej, v redu, meni ni zdajle tale kava pomembna. Meni je pomembno, da pač, ne vem, grem na prostovoljstvo recimo, ali pa ne vem, ko sem bila v športu. Meni ni pomemben vikend žur, ko sploh nisem takrat poznala te scene, ampak pač si bil na tekmi. A zdaj jo poznaš? Ne. Moram priznati, da po zaključeni karieri sem imela en tak breakdown, ker nisem poznala svoje identitete, kaj sem jaz poleg rokometa, ki sem ga trenirala, poleg biti športnica, biti v tistem urniku, jaz dostikrat zdaj rečem, v tistem balončku, ker je vse fajn, ker je pač vse postavljeno, ker sam greš. Veš točno, kje boš v naslednjem trenutku. Pa sem prišla, jaz nisem vedela, kaj delajo moji vrstniki. In, No, zdaj si ti preskočila. Aha, pardon. Ne, se heca. Ampak do tega bi zelo rada prišla, pa peva kar zdajle. Se pravi, ti si, pa greva pol na ta študija. Aha, ja, vidiš, kako me zaneslo. Ti si vrhunska bila športnica, rokometašica in celo reprezentanci in celo baje na olimpijskih, ne? Mladih, ja. Aha, okej. Takrat. In v katerih letih je to bilo? Ja, to je bilo vse do 2. letnika fakultete. Aha. Ja, takrat sem si že pol nehala, se pravi pri 20 si že skoraj nehala. Ja. Okej. Čeprav je bilo to težko. Se pravi, ti si zaključek kariere ni bil v bistvu, je bil povezan z kakšno poškodbo? Ja. Poškodba pa malo komplikacij v klubu takrat, ni se dalo dobiti izpisnice, da greš drugam. Pa se si nekaj menjala tudi, nisi? Ja, samo to je bilo, bom rekla, zrcelitve, ko sem bila še mlajša, ko sem prestopila iz celjskega kluba v Krim, ker smo se pač preselili z družino v Ljubljano. Potem sem jaz v Krimu bila par let, potem je mene vleklo nazaj v Celje in sem šla nazaj v 2. letniku srednje šole nadaljevati študij v Celje oziroma srednjo šolo in tudi nazaj v celjski klub. Potem pa vse bila do konca v Celju, vmes je bila poškodba. Pač šport je normalno, da greš preko sebe, več let sem hodila preko sebe, dokler dobesedno nisem noge vlekla za sabo. Pa je bila to, mislim, to še ni bila ta izgorelost, ali ja? Jaz pa nisem vedela, da sem izgorela takrat bila v športu. Ampak to je bilo takrat?
Mislim, Ne, če... ne, Je ne. še bilo. To je bilo predtem. Jaz sem v bistvu, da sem izgorela v športu, ugotovila, ko sem pisala to knjigo. A res? Ja. Mislim, In to v je tem- bila edina izkušnja Ne, izgorelosti? tudi kasneje. pa. Ok, Ja, dobro, ja, ja, ja. super, Ja, ja, ker do ja. tja še nisem prišla, veš. Ja, ja. Mislim, ni super, oprosti. Vem, kaj misliš, ja. Pa je super. Ja, Ker vem, za tebe res je super, super, ja. ker če ne bi jaz še vedno po starih vzorcih, ki me daleč od tega, da so me podpirali. Vprašanje, ki bi bila danes. In zdaj, če pogledava na to prvo, je veliko izgorelosti v sportu, pa se ne govori o tem. Ja, ja. In preveč. se mi zdi, da ti lahko in kot, mislim, s to izkušnjo izgorelosti, oziroma s tem zaključkom kariere in z tem, da si psihoterapevtka, ful podpreš mlade športnike oziroma športnike, no, ker najbrž se jih večina pol s to krizo, mislim, z iskanjem novega smisla, z izgubo identitete. Tega je veliko. Je res, da v zadnjem obdobju slišim tu pa tam kakšnega res vrhunskega športnika, ki spregovori o svoji izkušnji, ki pove tudi tisto temno plat športa, ki pač obstaja. In res je pomembno, jaz ko delam z starši ali pa mladimi športniki, predvsem mladimi, no, da si ustvarjajo zraven še drugo identiteto. Pač jaz jo nisem. Nam je sicer trener skozi govoril, šola je pomembna, ampak šola je pomembna, v redu, da jo naredim, ampak jaz nisem razmišljala o tem, kaj bom jaz kasneje, ker jaz sem imela v svoji glavi, jaz bom na Norveškem igrala rokomet in to. Za mene druga ni obstajalo. Nam se je svet vrtel samo okrog tekem, športa, fitnesa, kako biti boljši, in pač tle si imel vizijo za sebe. Jaz nisem vedela, kaj mene veseli od drugih segmentov mojega življenja, in to je majčkena napaka. Po drugi strani pa je tudi nevarnost, lahko bolj, ko se razširiš, bolj je tvoja energija razpršena. Ja, to je res, ja. Ampak saj zato rečem pri mladih. Ja, v bistvu, res mislim, je. tudi ta izkušnja, itak si hvaležna zdaj za njo, ne? Absolutno, absolutno. Tako da se mi zdi, da se tudi mame, mislim, kdorkoli se v bistvu lahko s to krizo identitete, ne? Tudi mame, recimo, ko grejo otroca, veš, jaz sem, ko sta bila otroka stara, ne vem, 10-13 let, ona dva sta bila popoldne na igrišču, jaz sem imela takrat prvič neko krizico. Ja. Kaj zdaj? Ne? Ja. Jaz nisem v bistvu zdaj sama mama in sem pa začela malo bolj v sebe vlagati, ne? Ja. Tako da, okej. In zdaj, če greva na študij, a ne? Kaj je pol tebe pripeljal, tako zanimivo pot si imela do te psihoterapije? Ja. Zdaj, če se res vrnem v moj spomin nazaj, meni je psihologija vedno bila blizu, me je zanimala. Tudi v srednji šoli predmet psihologija, ko smo dobili, meni je bilo res fascinantno vse, kako lahko povežeš stvari, čustva, odnosi, stres, tako fajn, ampak nisem takrat razumela stvari, če sem iskrena danes. Ja. Pa normalno nisem tega začutila kot nekaj mojega. Dosti kreativna oseba sem drugače jaz, tudi kot otrok sem jaz veliko ustvarjala in me je vleklo na dizajn, notranja oprema. Vem, da smo takrat imeli svetovno prvenstvo v Makedoniji, če se ne motim. Jaz sem z letnicami, pa s kje smo vse bili. Ampak športnica si bila pa od 14. leta, recimo? Ja. Okay. Ja, če ne še kakšno leto prej. Ker sem tudi vmes predtem že plavanje trenirala, ampak pa na koncu bil pa rokomet tisti. No, in da sem pa zgubila. Da si bila kreativna in si hotela iti na dizajn. Hvala, ja, na dizajn in sem šla na sprejemne izpite in smo šli potem na svetovno prvenstvo. Prav spomnim se stavka, ko sem rekla mami, ne klič me na svetovno prvenstvo, ker če ne naredim, me ne zanima, bom zvedla, ko pridem domov. Mama me je poklicala, nisi bila sprejeta, veš, 1 pika ti je zmanjkala. Kaj bom zdaj, ne? Mislim, tako z rokometom se je vse tako jalovilo, videla sem, da to ni to, kar sem si jaz želela za sebe. Zdaj še za to nisem sprejeta, kaj bom, ne? Mislim, tako.
ne, tak občutek nič vrednosti je prišel, res tako brez veze vse skupaj, če mi nič ne rata, ne, prepričanje. In potem je bilo tako, da sem se sprehajala po Ljubljani, ob Ljubljanci in srečam prijateljico iz dijaškega doma, ker jaz potem, ko sem se vrnila v Celje igrat, sem bila v dijaškem domu. Ona je želela na glasbeno akademijo in jaz tako, čau, kako si, a si bila sprejeta? Ne, nisem bila, ti nisi bila pa res tako pridna, v mojih očeh je bila ona tako pridna, vestna, vse vedno naredila, sem rekla, kako tebe niso sprejeli, sem rekla, kaj pa študiraš? Je rekla, na teološki sem, jaz sem takrat prvič slišala za to. In kaj pa ti, pa ji povem svojo zgodbo, da tudi nisem bila sprejeta, sem rekla, ne vem, tretji rok, ne vem, kaj bom, nekam zaradi statusa se bom opisala, ne, pa bom delala. Pa on tako, da je prid na teološki je frejk, jaz kako pa delala tam, pa ona tako malo razloži, je rekla, ful je fajn. Pa jaz kako, v redu, pridem domov, povem doma, jaz grem na teološko in jaz res grem na teološko. Nisem pojma imela, kaj me čaka na teološki, ampak spet sem ful hvaležna za to izkušnjo, ker na teološki fakulteti nisi bil samo številka. Kakršenkoli si bil sprejet. Tudi če si bil najbolj drugačen, čuden, si bil sprejet, si bil viden, si bil slišan, tudi sam študij je že poglabljanje malo v psiho človeka, v delovanje, energiji Boga, kakorkoli, kdorkoli poimenuje to. Jaz tudi v osnovi pač izhajam iz krščanske vzgoje, imam vse zakramente narejene, tako da pač mi je bilo na nek način tudi to blizu. Ampak jaz nisem vedela po 3 letih, to je bil dodiplomski študij, ne, kaj bom jaz potem, ne. Ampak to je vseeno bilo tisto, mislim, kako se reče, no, teologija je lahko, da si pol duhovnik, eno je pa... Pastoralna teologija, se pol usmerila, to je v bistvu svetovanje znotraj teh cerkvenih služb. Ampak je pa to usmerjeno vseeno tako krščansko zelo? Normalno, vse obravnavamo, mi smo svetopismo obrnili od sprednje pa v ozadje, mislim pač to smo vsako vrstico dešifrirali na pol, ne. Ampak meni je bilo zanimivo, ker se je veliko enih skritih simbolik skrivalo zadaj. In jaz sem ogromno dobila zase. Jaz res takrat, če bi me eno vprašala, Mana, kaj boš s tem, kje boš pol delala, ne vem. Jaz nisem vedela, ampak jaz sem se v šolskem sistemu prvič počutila prijetno. Ful dobro. Ker pač srednja šola, marsikatero, bom rekla, stave kot profesorja sem dobila, ti nisi sposobna, ti si uno, ti si tretje, s tebe nič ne bo, diplome ne boš nikoli v življenju naredila. Mislim, polno enih takih sporočil. In tle sem se počutila, jaz sem tle dobivala 10, 8, pa sem bila tako, ker jaz nekaj, jaz grem zaradi statusa na teologijo. Jaz sem bila najbolj pridna v letniku, mislim, jaz sem bila na vseh urah. Koliko vas je pa bilo sploh? Na začetku nas je bilo 120, pol je bil pa vsip, pa so se pa... Pa je še ta študij obstaja? Še obstaja, jaz vem, da pač zaradi bolonjskega sistema se je spremenil, ni več tega dodiplomskega, je dvopredmetno pa enopredmetno, majčkeno drugače so zdaj sistemi, iskreno ne vem točno kako, ampak je še obstaja. Mislim, da je pa zdaj tudi, ne vem, če je že bil govor, da bi bil dodiplomski študij že za psihoterapijo, no. To vem, da se je nekaj govorilo, ne vem pa, če so zdaj že, jaz sem malo... zdaj, drugi fokus imam. Koliko časa nazaj si končala sploh? Jaz sem 2015 končala z izpopolnjevanjem. 2013 je bil zaključen magisterij, 2 leti potem izpopolnjevanja. Pa ima že 8 let delovne dobe. Ne več? Ja, več. 9, 10. 9 proti 10, ki grem in to sem zadnjič ravno v enem pogovoru. Tako meni se zdi, da sem včeraj začela tako, ni glih včeraj, 10 let je že in je kar ena širina se v tem najdla, no. No, ampak ta študij se mi zdi, da bi bil po moje tudi zame, ker jaz uživam v tem, ker poslušam vsebine, ki so pomembne za življenje, v odnosih, v vrednosti svoje, ne. Se mi zdi, da noben nam tega ni dal v osnovni šoli, da bi govorili o ljubezni do sebe, o vrednosti, ki jo ima vsak, ali karkoli, ne. To itak se mi zdi, da manjka. Tako da... Pa ne samo to, da dobimo to znanje, ampak da dobiš tak odnos. Ja, to je meni... da to ponotraniš tudi, ne? Ja.
ker pač jaz takrat res sem se potem iskala in jaz sem imela od rumene do oranžne frizure, ni da ni. A res? Ja. A to ti pa ne bi presodila. To ti pa ne bi presodila. Ja, malo sem eksperimentirala takrat. In se spomnim ene profesorice eksegeze, to je predmet, kjer smo proučevali svetopismo, po zagovoru enih vaj v kabinetu mi je tako srčno rekla: Romana, vi ste tako dobra oseba, je rekla, ampak nič slabega nočem, samo tale frizura vam ne paše. V tem kontekstu na moj notranji karakter, ne da mi ne paše vizualno, na karakter. In jaz takrat sem to tako srčno sprejela, sem rekla, ja, mogoče pa res, ne. To je tisto, ne. A res rabim jaz izstopati, a rabim ne vem kaj delati sebe, da bom vidna, opažena, sprejeta, ali pa ne, od česa bežim. Ne, in takrat se je marsikaj začelo. Veš, kaj mi je ful všeč, pa se ti moram zahvaliti, da si iskrena, ker se mi zdi, da to da tudi drugim ful velika, ne. Okej, Romana je uspešna psihoterapevtka, ampak ni bila vedno samo to, a ne? A veš? In da vsak lahko potem najde v tem svojo moč, pravzaprav, a ne? Ta ranljivost, da si dovolimo to sem ti že prej hotela reči, pa si zdaj spet rekla in mi je ful, ne, ja. Tako da, vsak ima svojo pot in pač dejstvo je, da se jaz nisem rodila, kako sem kasneje slišala, ja, tepe lahko, ko znaš meje postaviti, tepe lahko, ker pač znaš to. Ja, pa nisem se s tem rodila. Nekaj sem mogla prehoditi, marsikatero neumnost sem naredila v življenju, marsikatero bolečino sem mogla dati skozi, kot vsi. Samo zdaj, kaj jaz zdaj z tega naredim? To je pol pa od vsakega posameznika odločitev v bistvu, ne. Kje sva ostale? Pri tem, da si končala teologijo in pol, da te je povlekla psihoterapija. Ja, v bistvu pač nekako je bilo samoumevno, ker je bilo to isto na teološki fakulteti. A to je bilo tam pol? Ja, na teološki fakulteti je ta študij. To je od dr. Kristjan Gostečnik je to v bistvu integriral ta naš model, prinesel iz Amerike neko znanje, ga integriral, tudi dobil nagrado za ta model, tako da pač se izvaja potem na teološki. Dalje. Meni je bilo potem, kam zdaj naprej, po 3 letih ne bom zaključila, itak se še nič nisem, ne. Pa si kaj v bistvu sploh? Ja, diplomiran teolog, pa jaz imela pastoralno svetovalna smer. Se pravi, bila kaj? Učila otroke veru? Jaz bila pri verouku bila, potem v pastoralnih teh službah, ki so znotraj župnišč. Kaj pa kakšna svetovalna delavka v šoli, to pa ni, ne že? Tudi z psihoterapijo tega ne moreš, če nimaš potem strokovnega izpita, socialnega varstva in tako dalje. To so pa pol drugi zapleti, ki ti kasneje na pot pridejo, tako, še ni dovolj, kaj še moram, ne. Ja, in je bilo v bistvu nekako logično, naravno, da grem pač dalje na ta študij. Tu se je pa začelo poglavljanje. Vase tudi, a ne? Totalno. Tiste stvari, ki sem mislila, da jih imam obkljukane, so se pokazale, da sem jih imela kognitivno obkljukane, čustveno daleč od tega, da so bile predelane in to vidim tudi danes, ne. Veliko ljudi predela stvari na kognitivni ravni, ker je pač to dostopno danes. Veliko znanj lahko pridobimo, v redu, in si naredimo neke svoje formule, svoje izračune, kako pač mi rešimo zadevo, ampak čustva ostajajo. In dokler čustva niso pomirjena, to buta ven na takih subtilnih področjih, da ampak saj se mi zdi, da to ne moramo čist, a ne? Da je cel življenje se učimo. To absolutno. Ampak ti ti si mogla v bistvu v preteklosti sama iti čez določene vzorce, ker marsikdo pa po moje ne gre, pa tudi fura neko psihoterapijo, ne? Ne vem, si predstavljam, da vsi, a veš. Vse posod na vseh področjih. Ja, absolutno. Meni je tukaj vseeno žal, ker vedno rečem, ko sem začela delati potem terapije, sem rekla mojim bližnjim takrat, prosim, ker sem že malo videla, kaj se dogaja na našem terenu, če lahko tako rečem, sem rekla, ko bom začela delovati na tak in tak način, mi prosim prepovejte, da še delam terapije.
Zakaj? Zaradi tega, ker je to nevarno. Jaz rečem, a si bi jaz želela iti k kirurgu, ki ni kirurg, na neko operacijo. Štekam, ja. Ne? Ker terapevt odpira rane, ampak jih mora znati tudi zapreti. Ja. Ne? V bistvu je pomembna integracija pola, ne? Tudi, Absolutno, ja. absolutno. Pa ta iskrenost do sebe. Jaz brez slabe vesti rečem, ne vem, eni mladi mamici, ki bo prišla do mene z željo, da ji pomagam pri, ne vem, vzgoji malčka, bom rekla, nisem najbolj jaz ta pravi naslov za to. Seveda znamo obravnavati teme, ker pač vseeno je neka terapevtska tehnika, kjer lahko delam tudi te stvari, ampak jaz se ne čutim močno v tem. Rajš dam napotek, daj probi tam pa tam, seveda, če ti pa paše tukaj, s to informacijo, da veš, da jaz nisem na tem najbolj podkovana, ali pa da nimam toliko kilometrine, da so moja druga področja bolj močna in se ti odločiš, da boš vseeno z mano, v redu. To se pravi, mi zaupaš in boš šle skupaj. In tudi gremo skupaj. Pa sem obravnavala tudi neplodnost in podobne stvari. Ampak to niso moje osnovne teme. Ja, razumem. Kaj pa so tvoje osnovne? Se pravi, šport, sigurno? Šport, izgorelost, potem postavljanje prioritet, zavedanje čustev, iskanje ravnovesja, balansa v življenju, partnerske tematike. Se pravi, da oba prideta. Ali imaš pare tako? Ja. More biti tako, da prijeta par? Jaz sem veliko delala z prevarami in pač... A to so kar pršli, mislim, a veš, veliko sem delala s prevarami, se pravi, kar nekako si potegnala take ljudi, ali kaj? Ja, sej mal jem rekla vedno zgodb, ki ali se povezujejo s teboj, ali so neki vzorci, ki jih ti vlečeš iz generacije v generacijo in s tem pač dejansko ti res lahko nekaj narediš. Ampak, ko zavestiš tudi sebe, ne? Se mi zdi, da ne vem, jaz tako razmišljam, pa ne vem, če je prav, marsikdo mogoče se ne bo strinjal, ampak ti, ki si imela, jaz, če bom izgorela, pa sem že bila kdaj na meji, no, bom povedala tudi mogoče kakšno izkušnjo svojo. Jaz bi rajši šla k tebi, ker imaš izkušnjo. Se mi zdi, da lahko bolj učinkovito. A je to res ali ni? Ne vem, no. Mislim, tako jaz gledam na to. To dostikrat slišim v praksi. Jaz rečem, če je nekdo, tukaj mi zdaj kar ne da misel, da pride moja misel naprej, ker imam misel od našega profesorja dr. Gostečnika pred očmi. Je rekel, ne rabiš imeti otrok, da razumeš starše, tega, ker si bil tudi ti otrok nekoč in razumeš dinamiko. In jaz verjamem, da je tako lahko na vsakem področju, ampak ti moraš vedeti, katere teme so tvoje, kje si ti ranljiv do te mere, da lahko si sočuten, pa podpiraš, kje pa je tvoja ranljivost prevelika. Tukaj bi jaz rekla, da je v psihoterapiji ključno, katere teme jaz potem lahko obravnavam. Tako da bi tukaj odgovorila, da lahko obravnava nekdo izgorelost, tudi če ni te izkušnje imel sam. Ja, se najbrž lahko, seveda. So pa tu segmenti ali pa globine mogoče včasih drugačne. Recimo, jaz dostikrat rečem, izgorelost imamo mi določeno definicijo, ampak moja definicija izgorelost pa je odnos do sebe. Poglej, kakšen odnos imaš do sebe. Ker tu pregorevamo. Ja. No, sej, ravno to sem te hotela tudi vprašati, ne vem, že pač ali kasneje ali zdaj, ampak da se mi zdi, kar sem prebrala, pri tebi, da ti recimo si izgorelost videla kot poraz, da nisi dovolj dobra in ti opolnomočaš naprej pa, da se vsi zavedajo, da zaradi tega niso nesposobni. In to, a veš, da jaz prijem k tebi, pa ti rečem, jaz nisem dovolj dobra. Nekdo, ki je jupi od nekdaj, bo mene težko mogoče razumel, kaj jaz govorim, da nisem dovolj dobra. Sploh, ker navadno, če zdaj malo preletim v mislih izkušnje mojih klientov, to so zelo uspešni ljudje, ki izgorijo. Ampak vmes na poti so pozabili si dati svojo vrednost, koliko so oni vredni. Sploh podjetništvo je polno izgorelosti, samo si jo še ne priznamo. No, se mi zdi, da podjetniki smo tako zelo na tanki meji, a ne? Ampak po drugi strani pa
kako smo lahko uspešni, če nimamo svoje vrednosti. A veš, a ni vse energija? A ni, Ja. jaz verjamem v to, da jaz, ki nisem okej, jaz ne bom imela prodaje. In moj sin, ki se še bolj ukvarja z energijami in z vsem, kar obstaja, jaz rečem, nič nimam prodaje. Mami, a si se vprašala, v kakšni energiji si? Ja. V bedu sem, nisem okej, že 2 dni nisem okej, no. Ja. A veš, se mi zdi, da to podjetništvo novodobno gre v to smer, da je ful pomembna energija, a ne? Absolutno. Mogoče včasih je bilo ono štancanje lažje, uspehov nekih poslovnežev, ki niso se zavedali sploh sebe, a ne? Mislim, čist drugi svet je bil. Danes Ja. smo mi samo odpremo telefon, pa lahko imaš bombardiranje z vseh strani, ne. Čas tega ni bilo, ne. Pač, če si gledal televizijo, si mogoče kaj videl, če si pač bral knjige, si itak izbiral knjige. Danes pa se mi zdi, da je to, ne, zasičeno z pritiski na vsakem koraku, če si to dovolimo. Ja. Ne? In tukaj pa hitro pridemo do občutkov, premalo delam, nisem dovolj dobra, nimam dovolj prodaje, olej unga tam, ne, primerjamo se. Grozen je, grozen, mislim, Ja. ampak ni rešitev, da ti ne odpreš mobitela, ne. Ja. Rešitev je, da si ti okej, Ja. ampak včasih pa nisi in te to vseeno, a veš, lahko iztirja, ne. Absolutno, samo tu se moramo pol poglobiti, kaj je meni pomembno, kaj so moje vrednote, kaj so moje prioritete, pa zavedati se, na katerem levelu sem jaz. Ne Tako, morem se jaz primerjati točno to. z nekom, ki je že 30 let v terapiji. Itak. Pa itak ima drugo zgodbo, tako da Ja, se sploh ne morem ja. primerjati, ne. Ne, meni je tudi všeč to, a veš, jaz, kar se tega tiče, se ne primerjam z nobeno drugo ustvarjalko naravne kozmetike, ker ima popolnoma vsaka svojo zgodbo. Ena je bila na štarta je Slovenija, logično, da je bolj prepoznana. Itak. Jaz delujem tako, da si želim ustvarjati, če druge vsebine, pač to, kar začutiš, daš. In itak to daješ tudi pol v kozmetiko. Meni je pomemben, da ni samo zbirka tam sestavina, ne, ki podpirajo našo ravnovesje kože, ampak da je noter moja zgodba, moja energija, moja ljubezen, ki jo želim naprej širiti. In čist popolnoma se z nobenim tem ne primerjam. To ne. Priznam pa, da ko vzamem telefon, pa se kdo za Instagram od podjetnikov fotka, pa pokaže, pa jaz bi tudi mogla malo za kulisja, v tem smislu, a veš, jaz bi tudi mogla malo, da malo ljudje bolj začutijo, ali spoznajo, ali ne vem, prav je, da ne, to, kar so se prej pogovarjali, ampak če ni to v tebi, da bi se poslikal, da si na kavi, pač moraš slediti se pa, ne, ker jaz se ne počutim pol avtentična, da jaz delam nekaj, kar ni v skladu, a ne, in itak, kaj imamo tega? Pol ni ta pravega rezultata. Je pa res, da včasih tudi v praksi vidim, ne, ljudje rabimo določene izkušnje pridobiti, mogoče iti malo preko sebe, da pol sploh vidimo, kaj je naš. In takrat, ko začutiš, kaj je tvoje, sam sledi temu. Zaupaj, da je to prav, pa tudi, če ti 15 drugih avtorjev, strokovnjakov govori, da to ni okej, za tebe je. Ne? Jaz vidim pri meni, v moji praksi, Romana, kaj mi bo pri tem pomagal? Ne vem. Lahko pa ti povem, kaj največkrat meni ljudje poročajo, ampak dajva poiskati, kaj je za tebe dobro. Ne vem, a bo to, ne vem, kako preklopiti med delovnikom, ne vem, sploh SP-jevci, oziroma podjetniki, med službo pa potem zasebnim življenjem. Ja, ne vem, mogoče ti bo pomagala meditacija. Če nisi za to, ali pa nikoli s tem nisi, verjetno ti ne bo, ti bo prej frustracijo povzročila. Mogoče ti bo pomagala, da greš na sprehod, mogoče moraš iti na neko skupinsko vadbo ali pa na neko skupinsko jogo, da se res odklopiš, tako, da se res mentalno in fizično premakneš iz svojega prostora, ne? Ne vem, ker te ne poznam, dajva se spoznati, ne, dajva videti, kaj bo, in boš mogel tudi probati eno stvar in videti in 2-krat, 3-krat probati. Da vidiš. Ful se mi zdi, da se zanašamo, da imate tudi vi, a ne, neko palčko, ampak v bistvu smo pa mi tisti, ki
imamo moč, da preobrazimo, a ne. Ja. In sam mi. Res je. In vsak dan lahko nekaj naredimo, da izstopimo iz tega, a ne. Jaz sem recimo danes šla parkirati, ker se leta in leta nisem upala v to garažno hišo, ker tako mini, sem rekla, pa nekako bo že prišla ven. A veš, pač moramo se zanašati na sebe. Ja. In enkrat, pol leta nazaj, sem bila na eni meditaciji, kjer en kolega Luka igra samo na flavte iz celega sveta in ustvarja v bistvu tako glasbo in te tako popelje v eno meditativno stanje in meni je bilo sama si se rodila. Sama si prišla na svet. Zdaj se pa ne upaš spustiti, ne vem, zdaj pa ne upaš iti v garažno hišo, recimo. Ampak ti si se pa sama rodila. Ja. Prišla si na svet, kakor da bi zdajle jaz šla v Indijo sama. A jaz sem prišla na cel svet sama. A veš? In je bilo, wow, še zdaj imam kar kurjo kožo. Noro. Nori vir moči, ne? Ja. Kaj sle črpaš. Pa jaz se zanašam, jaz imam moža ful podpornega in on je meni steber in prevečkrat mi je on steber, a ne? Jaz se zavedam tega. Ne, v bistvu moramo biti pa mi sam svoj steber, ja, tako zale meči zanesel. Ampak to ni, ker je tudi dejstvo, ne? Ja. To je tudi recimo pri sami izgorelosti dostikrat. Osrečujemo druge, zadovoljujemo druge, skrbimo, da so drugi okrog nas zadovoljni, srečni, da so njihove potrebe, želje zadovoljene. Kaj pa mi? Kaj imam od tega, ko jaz, ne vem, 15 ljudem tole naredim? Ja. Čisto nič. Ne. Še vedno jaz ostanem nevidena, neslišana. Seveda, to so vzorci, ne? In jaz dostikrat v svoji praksi rečem, ja, nekoč sta bila to mogoče dva. Oče, mama, katere sem mogla zadovoljiti, ne? Ja, kasneje, ko odraščam, je teh ljudi vedno več. In normalno, da te na neki točki odreže. Ker enostavno ne gre. Čeprav na začetku je stres, na ta stres se adaptiramo, ga pač sprejmemo, najprej je malo odpora, pol ga kar sprejmemo, ustvarimo neka prepričanja, sej bom jaz tole še zmogla, sej ni to hudo, se poglej unga, se poglej uno, ne. Pol, ko pa pridem reka ta stres, se itak kopiči, sploh notranji stres, ki se ga premalo zavedamo, pride do teh prvih znakov izgorelosti in pol do izgorelosti. Se mi zdi, da premalo tudi poslušamo svoje telo. Ja. Jaz sem dostikrat, zdaj sem imela en primer. Bila sem s prijateljico na eni zvočni kopeli 14 dni nazaj in je bilo ful lepo. In to je bilo nekaj, kar sem jaz izbrala, da takrat grem. In pol me je poklicala za soboto, če bi šla. Meni je telo govorilo, ne moreš, ti imaš danes fokus drugje. Jaz si nisem predstavljala, da bi šla. Prav, a veš, se mi zdi, da bi mogli iti v svoje telo in si zamišljati, a jaz lahko zdajle se usedem v avto in grem tja. In jaz sem bila, ne morem. Jaz bom se za romano pripravljala, bom imela randi z možem, ne morem. A veš? Ja. Okej. Pri izgorelosti. Kdo v bistvu oziroma zakaj pride najpogosteje, najbrž ni samo en dejavnik oziroma najbrž ni samo preveč dela. Mogoče to. Iz tvoje prakse, iz primerov, tako. Preveč dela je workout, ne burnout. Moja definicija sem tako prej rekla. Izgorelost je odnos do sebe. Vprašaj se, kakšen odnos do sebe imaš. Zato tega, ker točno, kar si zdaj rekla, če se čutim, se znam ustaviti. Rekla, ne, zdajle ne grem na kavo, ne, zdajle ne bom vzela tega projekta, ne, danes ne morem ostati v službi še pol ure dlje, ker moram pač iti po otroka, ker pač imam svoje obveznosti, ne. To je pa danes normalno. Bomo še ostali, bomo še malo vsi potegnali, ne, ker pač smo solidarni, smo prijazno podjetje in tako dalje, vse vrednote tam napisane, ki se upoštevajo mogoče 20% oziroma samo takrat, ko se rabijo, vsaj pač taka izkušnja imam jaz. Redka podjetja res živijo te vrednote, se mi zdi. In če jaz znam slišati to sebe, pol jaz rečem, težko pridem do izgorelosti, sploh kaj delam 12 ur na dan. Če pa jaz ne slišim sebe,
pa zraven še toliko delam, je pa kapaciteta energije v telesu tako pada. In jaz se ne filam. Ne? Problem je to, ker jaz ne začutim, da meni zmanjkuje in si ne vzamem tisto, kar potrebujem, da v bistvu pridem nazaj na raven energije. Ja, mi pa v bistvu, vsaj jaz na začetku svoje poti, jaz sem rekla, ok, danes moram napisati, 5 objav. Ja. A veš, jaz sem bila utrujena ful, ampak tista ena objava ti je pol vzela 1 uro, Ja. namesto da bi po 2 objavah, ok, jaz zdaj ne morem, grem samo na sprehod, grem samo zapreti oči za 10 minut, pa bi Ja. tista druga objava, oziroma 3., 4., Ja. 5. preletele. Ja, A ne? res je. Ampak to je pa, zdaj bom šla v podjetništvo, se mi zdi problem v podjetništvu, ker je toliko enih standardov na vsakem koraku. Ne? In ko si ti na začetku, ali pa ko si malo nesuveren, ko ne steče vse tako, kot si želiš, pa se pozabiš tako vrednotiti, kje ti si, ne, pa kam gledaš, te to odnese. Te odnese, ker misliš, če bom pa jaz zdaj naredila 5 objav, pol mi bo pa vse zlaufalo. Ma ne bo ti. Ja, Ne. ja. Pa lažje mi bo pol za 5 dni sem dobra, recimo, ne? Ja. Ja. In je res pomembno, tudi če gledamo samo izgorelost, ful je bolj pomembno manjše pavze si vzeti. Jaz verjamem, da ti 5 objav narediš v enem dnevu, samo ne rabiš jih pa zelo v 1 Ja. uri. Vem. Naredi eno, vzami 10 minut za prioči, Ja, razmišljaj, sprosti se, ne vem, naredi kratko meditacijo, pejt ven, pejt na sok, pejt na kavo, karkoli, pa prid nazaj. Ja. Ne? Ne, ful je, jaz sem vidim včeraj, sem imela nekaj sem delala tudi za birokracijo, ne, ker imamo zdaj to bilanco pa to. In Maja se je učila z Atijem matematiko in tako njej je padla koncentracija, meni je padla in sem rekla, a greva samo do igrišča. Ja. In sem se 2krat po unem ziplinu spustila, sicer Maja me je gledala debel, joj, mami, podrsala se boš. Ampak ne, sem rekla, lej, vsak dan me lahko povabiš popoldne za pauzo, da se furava. Ja, vrhunsko. Ker pač pa ni bilo vedno tako, a ne? Se preteraš in ok, se pravi delo, ne samo delo, kaj še, odnosi definitivno. Odnosi definitivno, od vzorcev, ki jih imamo, do odnosa do sebe, seveda količina stresa, ne? In kako jaz ta stres uravnavam. In tukaj bi res še enkrat poudarila notranji stres. Tega mi sploh ne zaznamo. Kaj vse je to? To je od hrane, do toksičnosti našega telesa, do potlačenih občutkov. Marsikaj se znotraj našega telesa dogaja. Mislim, mene je ustavilo prav to. Ko sem jaz izgorevala, ta druga izgorelost. Ok, no pa povej to izkušnjo. Ja. Dobi, v času, bom rekla, mojega dela že, bila zaposlena, delala popoldne SP. Aha, že na svoji poti? Ja, sem pač bila še zraven zaposlena, popoldanske SP sem imela, to se pravi od 6 zjutraj pa do 9 sem bila na nogah, pač polno aktivno, vse posod, pojedu si tako usput, ne, kar danes marsikdo dela. Ja, se vem, jaz še vedno, ampak zdaj se trudim, da... Ja. In jaz rečem, to je napaka. Napaka je, da smo dovolili, da pač nimamo malice. Mi smo lahko hvaležni, da pač v Sloveniji vsakemu zaposlenemu pripada malica. Bejš stran od računalnika takrat, bejš stran od tiste aktivnosti, ki jo delaš, ne vem, pa pejt gledat prvi ribnik, ki ga imaš tam zraven, ali pa prvo drevo, pa tudi če ne ješ, odmakni se. Ne? Pač itak tudi jaz sem bila v tem, nisem tega delala. Ko sem čutila, da pač stvari se pri meni, da telo nekaj sporoča, meni se je dogajalo recimo na vsake 2 meseca, sem zbolela. En teden bolniška, in sem bila tam pri zdravnici. Pa kaj, si imela simptome prehlada? Ali... Simptom prehlada oziroma pač neka napol angina, tako. Ampak jaz sem rekla, ok, v redu, očitno pač... Imaš slab imunski sistem trenutno. Ja, malo sem se nalezla, delala sem se eno z mladostniki tudi. Ok, v redu, pa sem še tako res poklicala mami, sem rekla, mami, kaj kot otrok sem bila veliko bolana. Preka, ja, malo pa si bila večkrat bolana, ampak sem imela druge izzive. Ampak moji možgani so takrat, ok, jaz sem pač bolj občutljiva, to se pravi, je normalno, da pač zbolimo vsake 2 meseca, ne? To je bilo moje prepričanje. Normalno je, ne? In fajn se je vprašati, kaj vse si mi damo kot normalno, pa ni normalno, ne? In v redu, da nadaljujem, to se je nadaljevalo, do
točke, da v bistvu je pol zdravnica enkrat rekla, Romana, dej, vse veš, ne. Delaš na tem področju. Sem rekla, ampak dajte mi vi povedati, ne. Je rekla, izgorelost, ne. Ker meni vse je bilo BP, izvidi moji so bili BP. Ena stvar ni bila. Kaj pa recimo utrujenost pa nisi imela? Jaz sem čutila pomanjkanje spomina oziroma padec v spominu. Nenormalno velik padec v spominu, ker jaz sem si prej stvari zapomnila takole. Jaz sem čitala stvari, ne vem, kar sem delala v ponedeljek, se že več nisem spomnila. Motivacija je malo padla. Odmik od socialnih odnosov je bil pri meni zelo tak izrazit, ker tudi moje delo je pač biti v odnosu, tako da pač to sem povezala pol s tem, tule gor imam odnosov in pogovorov, jaz rabim mir, ne. In to hočem sporočiti. Hitro najdemo opravičila. Nočemo vzeti resno stvari. No in v tem, da se vrnem na temo, ko sva začele, v tem obdobju je bil še en razpis, iščemo terapevte, ki bi radi, ne vem, tudi na energijskem nivoju podprli svoje kliente. In sem bila tako, to mene začne zanimati, grem, ne, izobraževanje, gremo, ne. A še dodatno pol? Ja, ker pač, ne, gremo. Ampak to izobraževanje je bilo super, res vrhunsko, ker sem bila jaz tisti poskusni zajček, na katerem sem se v bistvu učila tega. To se pravi energijskega stanja telesa, stopnje stresa in tako dalje, postavitev čaker. In ko je meni mentorica, pač ko sva delale v procesu to slikanje pa interpretacijo, je rekla, Romana, kako ti živiš? Sem rekla, v redu. Je rekla, kako to misliš? Je rekla, da mi malo opiši tvoj dan. Pa jaz opišem dan, je rekla, zanimivo. Pa jaz, kaj je zanimivo? Je rekla, a ti veš, da te parametri kažejo tako nizko stopnjo energije v telesu, pa visoko stopnjo stresa. Se ti zavedaš, da sta to dejavnika, ki ne more človek več na dolgi rok funkcionirati tako. Pa jaz sem malo bolana. Je rekla, dajva se malo ostaviti, ne. In potem je skozi to napravo, kjer pač meriš stopnjo stresa, pa nivo energije v telesu, je potem še en zadnji parameter, ki lahko zmeriš, koliko stresa ti povzroči telesna aktivnost. Ker jaz sem takrat redno hodila na skupinske vadbe, 3-krat tedensko, z utežmi, tako, po 8 zvečer, ker pač prej nisem mogla. Ker je pač šport zdrav. Seveda je, ampak odvisno na stil življenja, na več stvari moramo pogledati, ne samo, šport je zdrav, ne. Meni takrat ni bilo to zdravo, mene to takrat ni podpiralo, meni je samo nabijalo ta notranji stres, ne. In ko smo naredile ta test, pa to je tak banalen test, ne vem, minuto delaš tole ali pa greš po štengah gor pa dol, je meni nabilo stres. Namesto, da bi mi ga... Pa to se vse da zmeriti? Ja, to je merljivo. To imam doma rezultate še vedno, ker mi je tako vedno opomnik, da sem začela še na tem nivoju slišati sebe, ker tu pa verjamem, da je mečkaj šport naredil, kot je bilo težko, noben je rekel, ustavi se. Ne vem, ali si slišal, kaj si len, premalo si pripravljen, še bolj treniraj, ne. To so bili itak, prvi stavki, ki si jih slišal. In s tem sem jaz živela, pač, ne da se mi danes, ne, je bilo, da ne bo lena pejt, ne, to je zdravo pejt nekaj za sebe narediti, ne. Na koncu sem ugotovila, danes ne delam več tega. Jaz ko čutim, da ne morem, čeprav sem imela plan narediti en trening, iti na kolo, ne vem, iti v hribe, karkoli. Če jaz res tisto notranje začutim, da telo danes ni zmožno, se ustavim. Zaradi tega, ker mi se ne zavedamo, da imamo 3 krivulje, ki se mesečno spreminjajo. To je emocionalna, intelektualna pa fizična, ne. In fizično smo sigurno vsak mesec ko en dober teden v nivoju, kjer ne bi smel se fizično izčrpati. Pa je to povezan z ciklom? Ne. A ne? Ne, to imajo tudi moški. Ker tudi takrat, ko smo v temi, v zimi, ne? Ja. Bi naj bil bolj... Pri ženski je to še itak dvojni cikel. Ne, smo itak. Adijo. Smo itak, adijo. Ne, ampak to so cikli, ki jih ne poznamo ljudje, pa to so osnovne stvari, ki bi nas mogli res v osnovni šoli naučiti. Ja, pa to jaz ne poznam. Ja, verjamem. Ti lahko tudi pokažem še te stvari. Dejansko res se izmeri, v katerem ciklu si, kje si danes, na današnji dan, in potem lahko majčkeno predvidevaš. Oziroma, ne moreš to predvidevati, kdaj točno bo naslednji mesec, ker ni te sistematike, da je točno na 3 tedne, recimo, ampak čutiš pri sebi, bolj začneš zaupati svojemu telesu.
to sem jaz recimo sploh pri fizičnem ciklu videla. Aha, ok, če sem jaz zdaj 3 tedne bila poln gas in mi je vse šlo in zdaj čutim, da ne morem. Ok, telo je zdaj v počitku. Ne? In to je tisto v bistvu naravni ritem, bez katerega smo se mi totalno Aha, smo šli to pa stran. imajo pol moški, ta cikl. Tudi, ja, absolutno. Intelektualni, čustveni pa... In kaj pa ta intelektualni, čustveni, sta pa ločeni spet krivulji? Ja, ločeni krivulji. Intelektualni je recimo, ne vem, če se ti je kdaj zgodilo, da si, ne vem, bila pred kakšnim izpitom, se hotela učiti ali pa kakšno stvarjo, pa nikakor ti ni šlo. Čeprav veš, da ti je pa to en teden nazaj šlo. To se pravi, takrat intelektualno pač ne moreš polniti svojega kognitivnega aparata, ker se pač stvari integrirajo, majčkeno se vse posodablja, počiva in pač bi se moglo ustaviti. Enako je pri čustvenem ciklu. Ko smo mi pač v tisti zgornji krivulji, je ok, takrat je fajn razreševati tudi čustvene stvari, se poglabljati v čustva, ko mi nismo v tisti nad ničlo. Sam ne takrat reševati čustvenih stvari, ker ne bo. Mislim, sama si prej omenila energije, ne bo steklo. Ja. Ne more steči. To je tako, kot da jaz hočem skozi tvit. Ja, Ne, fajn je, da to vemo, ja. ker jaz sem itak poznala šele žal, ko sem stopila v menopavzo, mislim v menopavzo, no, pač, ker nimam več cikla, to cikličnost, ker smo imeli z Nino Vodeb. Ja. Ona je imela že pred enim letom za takratne moje ambasadorke to predavanje, pa smo imeli tlele pogovor in mi je bilo tako, nikoli me ni to noben učil, a veš. In potem sem jaz mislila, da sem čudna in da je z mano nekaj narobe, da niham. Pa jaz, kaj je z mano? Jaz niham, jaz sem mal gor pa mal dol, ne? Ampak v resnici je fajn, da veš, da ni nič narobe s tabo in da poznaš v bistvu tudi te cikle, ne? In to imaš ti tudi, to tudi ti meriš? Ja. Tudi s tem, da to se je res... Kje pa imaš to lokacijo? V Kranju, oziroma pač tudi v Ljubljani se dogovorim za prostor, pa se pač takrat organizira več terminov, ker si zaenkrat aparat sposojam, to je pač vseeno malo višji cenovni aparat, ne uporabljam ga vsak dan, zaradi tega tudi pač so potrebna res naročila vnaprej, da se jaz potem tudi organiziram. In če nadaljujeva s tvojo to profesorico, ki ti je to zmerila, in potem si se ustavila. Takrat sem se jaz malo usedla sama s sabo, itak sem že dobila izgorelost, potrjeno s strani zdravnice. A to je parametri so pol kazali? A sploh kažejo parametri? A za izgorelost, misliš? Ne, meni je bilo vse BP. Jaz sem imela srečo, po zdravniških izvidih je meni telo bilo vse BP, vse ok. Samo pač zdravnica je videla, da se meni ciklično ponavlja obolenje. In pač malo je poznala, kaj delam, kako delam in je pač presodila, da je to šlo pač v smer, da dejansko telo... Se pravi, si bila na bolniški? Ja, takrat sem šla potem na bolniško in sočasno s to mentorico v bistvu te dodatne informacije, ki sem jih pridobila, je meni samo odzvanjalo v glavi, ok, Romana, nekaj boš mogla spremeniti. Če ne želiš, da se ti čez pol leta, 1 leto, 2 leti stvar ponovi, nekaj moraš drugače začeti delati, ker drugače ne bo drugačnega rezultata. In sem se zelo obrnila k sebi v tem smislu, ok, kaj mene res veseli. Se pravi, ti si bila cele dneve takrat doma? Ja. Oziroma meni je zdravnica rekla, čim več bodite v naravi, kar sem tudi izkoristila, ustvarjati sem začela, kar je tako moja. Kaj pa ustvarjaš? Vse. Nakit? Tudi, samo to je tako, bolj sem začela recimo, ne vem, uhančke delati, ker pač, ne vem, nisem najdla takih, ko sem si jih želela, pa so nastali, tudi kakšna verižica je pol nastala, ko je kdo hotel, rišem. A res? Ja. Se čez risanje pa lahko tudi v bistvu se terapiraš, a ne? Tako. Potem je tukaj glina, v glavnem pač les, vmes sem delala ful z lesa, tako, čist drugi svet, ampak ful pomembno je to, da si tudi v nekem urniku, ki ga ima vsak posameznik, najde, jaz rečem, stvari, dejavnosti,
kjer se jaz odklopim. Ja, valjda, ti se sploh moraš, ne? Ja. Mislim, Nekdo bo to našel v športu, nekdo bo to našel v glasbi, nekdo bo to našel v, ne vem, umetnosti, nekdo bo to našel v, ne vem, komediji, ko jo bo šel gledati. Sam dajte raziskovati, ne, pa dajmo si dovoliti ta odklop, ne. In jaz verjamem, da vsak lahko najde eno stvar. Ne vem, zadnji primer, ki sem ga imela, ene gospe, ki je bila v taki, ni dobila diagnoze izgorelosti, ampak je bila v izgorelosti, stvari niso več tekle v življenju, je našla nazaj svoj čar v zeliščarstvu. Žari. Ona je zažarela. Seveda, šla je skozi proces z menoj takrat, zdaj je v moji članski skupini, tako da pač ima še vedno mesečno podporo, ampak jaz vedno rečem, koliko je meni hudo, da ne morem slikati osebe na začetku pa na koncu. To vizuelno. To je ta notranji sijaj. Ja, to je ta lučka, ki zažari v tebe. No, pa dajva pol še malo v tvojih programih. Ti si pol, koliko dolgo si imela pol to obdobje, da si se lahko poglabljala vase oziroma šla čez to transformacijo samospoznavanja in obnove pol leta? Jaz bom rekla, da so še bili zametki in par mesecev nazaj, ko je meni kakšen klik, moment naredil, kaj še lahko, ampak tisto res osnovno je bilo v času bolniške. Ja, ne. to je par mesecev. Takrat sem bila na bolniški, polna bolniška je bila 4 mesece, pa me je dala na polovično. Ni mi pasalo to, ker mi je čist dinamiko. Nisi več pri sebi, ne? Spet te nekam odnaša in enih stvari nisem zmogla toliko mogoče ozavestiti, ampak mi je bilo pa dovolj tiste 4 mesece, mogoče zaradi tega, ker sem res kognitivno imela veliko znanja na tem področju, ne. Ene stvari sem samo mogla preslikati nase, pa povezati stvari in si pač priznati, Romana, takole ne bo šlo. Ja. Po čem sploh ti, zakaj se tako ženeš, po čem hrepeneš, je to, kar si ti res želiš. In ko sem sebi priznala, ne, ni, in sem si potem tudi rekla, jaz bom dala odpoved. Ti si dala pol odpoved in si šla, no vse popoldanski si že imela. Ja. Potem sem šla pa na polni ESP, sicer vsak reče, velikokrat sem slišala kasneje, ja, tepe lahko, ti si že imela tam nekaj zadaj. Ja, ampak to nekaj zadaj meni ni bilo, mi ni jamstvo, še danes mi ni jamstvo. Ne? Pač, da bom jaz zdaj pa res s tem lahko živela še naslednjih ne vem koliko let, ne. To se pravi, sem prevzela eno tveganje, pač tudi jaz imam stroške, tako kot vsi ostali ljudje v življenju, ne. Tiste čisto osnovne življenjske stroške in to je treba poravnati, poleg pač prispevkov za SP in tako dalje. In takrat sem si jaz rekla, Romana, daj pejt vase, kaj so tvoje spretnosti, sposobnosti, znanja, ki jih imaš. Imaš tukaj vrata, ki si jih odprla že enkrat, zdaj pa pejt polno v to, daj fokus samo na to. Če ne bo šlo, če plan A ne rata, kaj je tvoj plan B? Ja, dala sem si neko rezervo. V redu, bom šla pa to delati, tista druga znanja, ki jih pač imam. Ja, pač ni to moj sanjski job. Absolutno ni, ampak pač za preživetje pa bo. In to je meni bilo dovolj, da se nekaj grem in da potrkam, moram gor, da srečo gor dam. Ja, tako? Ja, tako so me naučili. Zaenkrat še nisem rabila na plan B iti. Seveda pa, tako kot so rekle, podjetništvo ni vedno pravljica, ne. Ja, vem, ja. Prinaša veliko lepih stvari, ampak prinaša pa tudi veliko izzivov, skrbi, stiskanja, ne. No, ampak na svoji poti pol si ustvarila program. Ja. Zakaj? Ker si ti pogrešala to, ko si bila, a ne? Ja. Jaz sem pogrešala, ker še danes čakam vrnjen klic od klinične psihologinje na mojo obravnavo, ne. Pa sem jih klicala kar nekaj, pa še danes nisem dobila vrnjenega klica iz tajnice. In takrat sem jaz tudi individualno dosti delala z posamezniki, ki so se srečevali s to tematiko izgorelosti, postavljanja mej, prepoznavanja čustev, postaviti si prioritete, ki so res moje, ne prioritete, ki so naučene in tako dalje, ne, tisto, kar drugi mislijo, da bi jaz mogla narediti. In ko sem videla pri sebi, kaj je meni pomagalo, da sem
res prišla pol ven iz tega, sem rekla, jaz moram nekaj skreirati. Se pravi, ti si sama iskala, malo tukaj, malo tam, pa pri sebi predvsem, a ne? Veliko pri sebi, itak, tako kot sem rekla, kognitivnega znanja je bilo veliko, sočasno v tistem obdobju je ena moja prijateljica, tudi terapevtka, bila v zelo podobni zgodbi, veliko sem z njo komunicirala, pač imela svojo coachinjo takrat, tako da sva takrat veliko, bom rekla, enih stvari še predelali. Jaz mislim, da sam človek zelo, zelo težko to naredi. Da pride do tistih ključnih uvidov, zaradi tega, ker jaz sem imela znanje, ampak so moja prepričanja pa obrambni mehanizmi bili tako močni, da Nad tema, ne? ja. Da dokler meni coachinja ni rekla, ok, Romana, dajva Zrcalit. zrcalo, dajva videti, ok, ne. Jaz sem rabila to videti, slišati. Jaz sem rabila skozi odnos doživeti, da lahko rečem, ne rabim več tega. In da drugi zdrži s tem, ne. To so te stvari. In tako je pa res nastal ta program, ker sem res tudi pol v praksi videla, kaj ljudem pomaga. Ker jaz sem iz ure v uro govorila isto. In sem rekla, pismo, škoda, ne. Ker v bistvu, če to združim, dam v program, tam je zadaj še potem podporna skupina članov, ki so v programu, to je lahko ful bolj podpirajoče, ne. Pa se to zalaufa, je to skozi, ali se to zalaufa 2-krat na leto? V bistvu, moj plan je bil na začetku 2-krat na leto, ne, ker tako je malo normativ, ne. Ja. Ampak pri meni to ne deluje. 2-krat na leto je res tisto uradno, da je polni program, to se pravi, da je podpora skupine, da so zraven skupinski coaching klici. Zdaj, če pa nekdo danes začuti, se lahko priključi. Se lahko priključi, dobi vsebine, dobimo individualno podporo, samo pač ne dobi skupinske podpore, ne. Ker je pač ni, ker v tistem trenutku ni, oziroma zdaj kombiniram, da jih povabim v člansko skupino. Zdaj nekdo hoče, pa je v članski skupini. Pa se ti imaš že Facebook skupino, neko podporno, ki je tako izven tega, ne? Izven, ta je brezplačna, iskreno ni zaživela tako, kot sem si jaz želela, tako da iz tega vidika je pol tudi nastala članska skupina, ker so ljudje rekli, da jim je lažje v manjših skupinah deliti stvari, kar čisto razumem, tako da članska skupina je zdajle odnesla veliko več od tega, od te brezplačne podporne. Se mi zdi, da je ful dobra podpora tudi drugih, a ne, da ravno ta ranljivost, ki sva prej imele, da tudi drugi okej, v redu sem, ni z mano nekaj narobe, ne. In pol iz tega programa je nastala tudi knjiga. Ja, res je. To je pa 2 leti, ali koliko? Avgust 2023 je šla. To pomeni, da bo 2 leti. Ja, bo 2 leti že, ja. In si zadovoljna? Živiš svoje sanje? Mislim, zadovoljna s čim, te moram vprašati? Zadovoljna, da si to dala v svet. Okej, ja, to sem, absolutno. In marsikdo me je reče, če bi kaj spremenila. 1 leto sem govorila ne nič, danes bi mogoče spremenila samo naslov, pa ne z vidika, da mi ta ni všeč, ampak zaradi tega, ker se marsikdo izogne te knjige, ker misli, da še ni tam. Knjiga pa ne govori, ni samo za tiste, ki so izgoreli. Ja, vem, vse to sem tudi jaz hotela poudariti, da je za vse tudi ta podnaslov to pove, a ne? Ja. In v bistvu so teme take, ki govorijo o prepoznavanju vzorcev, o postavljanju meja, čustev in tako naprej. Eno celo poglavje imaš čustvom namenjeno. Res. Zakaj? Ker je to ključno. Ključno, da tudi lažje pol meje postavimo. Absolutno, da meje postavim, da spoznam sebe, da se zaščitim, ker jaz večkrat rečem, čustva so naše lučke v armaturni plošči v avtu. Tam, ko una lučka zagori, da je prazen rezervoar, hitro najdemo eno bencinsko črpalko, kjer natočimo gorivo, ne. In čustva so eden od naših signalov, kjer jaz lahko prepoznam, kje stvari niso v mojem ravnovesju, kje je nekdo mogoče prestopil mejo, kjer sem mu dovolila, da je prestopil mejo. Okej, pa če zdaj greva še na meje, zakaj je tako pomembno? O mejah tudi veliko govoriš, a ne? Meje, meni je to
nekako se mi zdi, da imam po moje kar dober to, a ne, ampak tudi to, te meje, pa ugajanje lahko vodi v izgorelost, a ne. Je tega ogromno. Ja, definitivno. Sploh si ne predstavljam v bistvu, da je koliko je populacije, a veš, a je možno, da je res toliko veliko tega, da še vedno ni nekih mej. Ja, je. Zaradi tega, ker je žal še veliko enih travmatičnih izkušenj, ki niso predelana pri posameznikih. In potem je tukaj področje poslovnega sveta, če lahko tako rečem, ali je to nekdo, ki je na poslovni poti, samostojni, ali je to nekdo, ki je zaposlen, ki bo deklica za vse, ne. Mislim, ti, če si zaposlen, nisi deklica za vse tam, ne. Ti imaš določene naloge in določene pravice. In lahko rečeš ne, in marsikdo ne reče ne. Jaz moram reči, da sem prav srečna, da sem na svojem, čeprav jaz sem bila v lekarni z čudovito ekipo, s katerimi smo parkrat na leto, gremo skupaj ven in se imamo ful radi. Ampak brala sem jaz delam pri mojih starših, pač cel štuk, kjer smo včasih živeli, je moj svet, zdaj laboratorij in to. In hodim na malco dol, a veš, ja. In v soboto sem delala in grem na malco dol. In ona dva imata vedno ob sobotah Slovenske novice, zaradi tega nekega pilota ali kaj je, ne. In jaz listam med hrano, seveda, kar vem, da ni okej, in naletim na grozne neke odnose v eni šoli, vrtcu, whatever. In si mislim, o moj bog, koliko veliko je tega, da so neki na vodilnih mestih, pa tudi če niso, ni nujno, no. In koliko je res to stres, to te zažira leta in leta lahko. In ti zaradi tega, ker si v službi in ker ne smeš in ker je to tvoja plača, ne boš rekel ne. Mene grozno žalosti to, ko še slišim, ko se tako v krogih znancev, prijateljev pogovarjam, ja, pa jaz sem odvisna od te plače. Ja, saj smo vsi odvisni od tega, da imamo nek prihodek, ker pač vsi imamo položnice, vsi rabimo iti v trgovino po hrano, ampak a to res pomeni, da moram jaz totalno preslišati sebe? Jaz si mu rečem, životarim potem svoje življenje, ne tako živim. Itak, ja. In tu obstajaš samo, ne? Ja. Še boljše, ja. Ne da životarim, obstajam samo, sam sem. Ja. Ja. A bi rekla, da je to povezano z otroštvom, to postavljanje mej, če niso bile zagotovljene te osnovne psihološke potrebe, da je še bolj to izraženo? Veliko je na vzorcih iz primarne družine, ker pač tam vseeno mi dobimo prvo matriko, kako bomo reagirali, kakšni bodo naši odnosi. Ampak jaz rečem potem, tukaj so še drugi odnosi. Ne vem, nekdo je bil v športu, recimo jaz sem bila v športu, tudi tam verjamem, da mi je veliko enih stvari se prilepilo name. Potem smo tukaj vsi hodili nekam v šolo, ne. Tudi tu je ogromno odraslih ljudi, ki vplivajo na nas. Ja, seveda, ja. Potem pa vse naše ostale izkušnje. Ampak vedno rečem posameznikom, ko pride v mojo terapijo, ampak danes si ti odrasla. Pa danes lahko se ti odločiš, a bom tole še ali ne bom več. Pa če tvoja mami to na tak način, ja, pa boš ti pač na drugačen način, pa če tebi tako v redu, okej. Ja, itak, pač moramo se zavedati, prevzeti odgovornost, da če nas to ne podpira, da gremo pač v drugo smer. Sam je pa problem... Padamo pa, ne? Ja, pardon, ko sem te prekinila. Problem je, ker ne pridemo do zavedanja. Zakaj pa ne pridemo do zavedanja? Zaradi tega, ker so naši urniki od 6 do 8. In vmes se toliko stvari dogaja, da zvečer, ko se ustaviš, je glava ko je en tornado in ne moreš začutiti sebe. Takrat, ko si pa v bistvu razvalina, se pa lahko jaz se lahko takrat samo sedem pred televizijo in gledam bedarije. Ne bom se sabo ukvarjala. Ne? In žal velik procent je ljudi, ki na tak način živi. Ali pa je eksistenčni strah ozadaj toliko močen, da niti jaz ne morem razmišljati o luksuzu, ne. Žal tega je pa tudi dosti, ne.
Tako da ne moramo obsojati daleč od tega. Ne, seveda ne. Ampak jaz tukaj sem spet majčkeno mogoče preveč direktna. Rečem, danes je toliko priložnosti, tudi brezplačnih, da lahko ti ali slišiš vsebino, ali greš v knjižnico, ne rabiš plačati članarino, pojdi tja sedeti, pa si vzami vsak dan ali pa enkrat na teden pol ure, pa preberi 2 strani. Ne? Nič ne rabiš kupiti, pa lahko prideš do informacij. Ful stvari je, res. In veliko se jih pa še vedno odloča za to vlogo žrtve in pač tukaj nimam okej. Točno to. Jaz rečem, vsak ima svoj tempo, svoj življenje, za katerega je odgovoren, in tudi različno stopnjo frustracije moramo ljudje doživeti, da smo pripravljeni narediti spremembo. Točno to. Ponavadi je pa to bolezen ali pa tako izgorelost, kakor je pri tebi. Pa mogoče za konec, čeprav ne vem, če sem se obdelala, lahko pogledam, kaj je tebi ta izkušnja dala? Katere so tiste modrosti, ker verjamem, da bodo to, kar boš povedala, verjamem, da bodo koristne vsem nam. Vredno si, da živiš sebe, da živiš to, kar čutiš, da je tebi pomembno. To. Ker jaz sem prej vedno, kaj bi pa ti, greva tja, ker ti želiš. Ne, jaz grem. To ne pomeni, da samo delam to, vem. Kar je meni, vse prilagodim, ampak primer, banalni. Veliko let sem si želela iti kolesariti na Balaton. Nisem šla, ker pač, ne vem, je drug hotel drugo, pa v redu, gremo zdaj to, gremo zdaj ono. Po izgorelosti, ko sem pisala knjigo, sem rekla, za nagrado sama sebi. Si šla na Balaton? Ja. Sem rekla, pa ne zanima me, če strele padajo. Sama si šla? Ja. Res? Šla na Balaton in sem odkolesarila. Kaj to pomeni, da si tja pelala se s kolesom? Ne, šla sem tja z avtom, ampak potem okrog Balatona kolesarila. Najlepše je bilo. In to je to, vredno si, da živiš sebe, svoje sanje. Ker če boš živela svoje, boš toliko več lahko dala tudi drugim. Iskreno več dala drugim. Ker če pa ne živim svoje sanje, pa jaz uresničujem tvoje potrebe, nekje v zadnji je skrito neko pričakovanje, dej, se boš ti tudi zdaj meni nekaj dala nazaj. Pa si hočemo, pa nočemo to priznati. In zakaj je tako pomembno, da ne samo, da delamo na samospoznavanju, pač, mislim, ampak tudi te zdravljenju teh temnih naših, kaj nam to da, no? Teh temnih kotičkov. Jaz sem tako rekla, sprejmemo tudi ta drugi del sebe, ki smo ga prej odrivali, in celimo to rano. Nežni smo do sebe. Ne? Ker če pa tega ne naredimo, jaz mislim, da skozi bežimo. V bistvu, to bežanje postane utrujajoče na dolgi rok. Se pravi, sprejeti vse, kar je, zato da lahko pride to, kar si v bistvu želimo, a ne, da se odpremo, pa absolutno smo takšni, kot smo, dovolj dobri. Absolutno. In da je ne čist beseda. Res je. Legitimno je, če še to ne ve. In jaz bi tle dodala, da mogoče majhni koraki, a ne, da so pomembni majhni koraki. Da v bistvu jaz velikokrat grem naprej, pa grem malo nazaj, a ne? In to je najbrž tudi vse v redu. In ne smemo biti, moramo biti nežni do sebe, tudi če ne naredimo. Majhni koraki pravzaprav vodijo do velikih sprememb, pa ne, še en pregovor pravi o tem. Res je. Da se pot, 1000 milj začne z enim samim korakom. Tako da jaz se ti ful najlepše zahvaljujem. Čeprav ne vem, če so vse obdelali, ampak veliko pa sva. Res je. In tale knjigica je v bistvu ne samo za izgorele, ampak tudi za vse, ki želijo odkriti pot k sebi in obnoviti svojo življenjsko energijo. Res je tako. Tako da res hvala ti. Pozabili sva na kartice, ki jih še imaš. Tudi ene kartice, ki jih imam jaz že en čas, pa jih včasih vzamem v roke, vprašanja za spoznavanje sebe v bistvu. Ali pa za krepitev odnosov. Tako. Tako da bova dali tvoj link in te najdejo tam. Romana, hvala lepa, res, da si prišla.
Hvala, Darja, tudi tebi. Hvala.